Živjo, kar pejte na avtokombi, se bomo kaj pomenili. Kostan imamo pred hišo. Živjo in lepo pozdravljeni v novem vlogu. Vmes, ko me ni bilo, se je zgodilo veliko stvari in v bistvu iskreno sploh nisem mislila nič o tem govoriti. Jaz sem mislila priti nazaj, back on social media, ko mi bo pač zapasalo in delati vsebine naprej. Ampak sem dobila toliko enih sporočil in vsega in glede na to, kakšen community se je ustvaril over the years z tem, kar objavljam, se mi je zdelo edino prav, da kakšno stvar pa tudi povem. V glavnem, kot slište, lahko govorim slovensko. Vmes, ko sem imela pauzo, sem videla, da bo boljše, če nadaljujem svoje vsebine v slovenščini. Ne v angleščini, kot sem prvotno mislila. Kdaj sem konec marca, mislim, da prešaltala na angleščino. Začutila sem, da se ful lažje tako izražam. Poleg jezika je seveda novica ta, da sva s Klemnom v bistvu zaključila najino potovanje s kombijom. Torej, Piči Miško je trenutno parkiran pred najino hiško in čaka na novega lastnika. Torej, Piči Miško se prodaja in bom spodaj dala link, če te mogoče zanima nakup kombija. Check it out, tam vse piše. Itak, če me spremlja že nekaj časa, po mojem, kar dobro poznaš ta kombi. Klaudija, moja prijateljica, ko je bila prvič v njemu, je rekla, da ima občutek, kako da že vse pozna, ker je itak iz videov vse videla. Tako da tu. Ja, v bistvu sem danes v tem kombiju, zato da ga ščistim. Spraznila sva ga že skoraj celega. In dajmo se kar lotiti, pa vam vmes še kaj povem. Evo, kot sem rekla, vse je prazno. Mislim, da tudi ni nič več. Moram sem še ščistiti te police. Se lepo ščistiti, hladilnik moram ščistiti. Tale se še nekaj prazno. Tale mislim, da tole moram odnesti še not v zidančko. Tale zadaj imam plan posesati, ob strani. Ja, ta kombi, pač tu ga bom pogrešala. Par besed bi še povedala, kako smo se vračali nazaj. Mi smo v bistvu se odločili na eni točki, pač, da se vrnemo domov, kar je bila iskreno taka pomirjajoča odločitev, ker sva s Klemnom skozi kolebala med tem, ali naj potujemo še eno leto ali več, ali naj gremo domov. Dejansko je bilo enako vredno, dolgo časa in ko si v takem status quoju, ko se ne odločiš ne za eno, ne za drugo stvar, se je meni zdelo dosti težko, ker pol, ko sprejemaš neke nove odločitve, moraš ful več stvari pretehtati. No in pa, ko so se enkrat odločila, ne, mi gremo zdaj domov, so stvari ratale ful lažje. Ostali smo še na Portugalskem kakšen mesec in potem, ko smo pa zares začeli z vračanjem v Slovenijo, je trajalo 5 dni. Torej 5 dni od severa Portugalske do novega mesta. In ta pot bo meni po mojem zavedno ostalo v spominu. Vozili smo se tudi po 44 stopinjah. Imeli smo tudi naporne momente in vse, ampak ni bilo nobenih drugače večjih problemov. Piči Miško je zmogel, Mejno so bila čist high on life, ful smo se dobro imeli in so prave šoferđije, pač mogli bi nas videti, ker to je bilo res toliko lepo. Tako da ja, potem, ko so prišla domov, še vedno ni bilo onega občutka, nekaj se zaključuje, ker je kombi bil še vedno tle parkiran in imela sva v planu še izlet na Hrvaško. In jaz nisem še čutila nobene, da se karkoli zaključuje in tako, ampak
potem, ko smo v bistvu šli na ta izlet na Hrvaško in sem vedela, da je to v bistvu zadnji izlet s tem kombijom, sem se začela počutiti ful nostalgično. In tudi zdaj, ko noč sedim, čutim vse te all the feelings, I feel all the feelings, ker pač predtem se niti nisem toliko zavedala, kakšne spomine smo ustvarili in v kombiju in z kombijem in koliko je ta piči Miško v bistvu prispeval k temu, da sva imela res eno obdobje življenja, ki si bova zavedno zapomnila. In sem toliko nostalgična. Tako da ga bom šla zdaj z veseljem sčistiti in najbolj se kar lotim, ker že malo švicam, malo že vroče postaja. Moram še kakšno okno odprti. Plunger. To bomo tudi odpustili, ker včasih pride prav. Sploh, ko moraš tule zatakniti. Bi ti želel kaj deliti sledilci? Glede prihoda nazaj? Nazaj smo. Češpe so zrele. Teč sem šel. Teč si šel? Mal, ja. What? Dož kilometrov. Čestitke. Yeah, baby. Goza, goza. Ne da se mi več pospravljati, veliko sem naredila in zdaj se mi ne da več. In bo od tukaj naprej Klemen prevzel, ko bo. Bomo šla zdaj nama kosilo narediti, njoke, ki mi je od včeraj krompirostov. Tako da vas bom vzela s sabo, da še kosilo naredimo, pa po mojem bo dost, ne. Z vami bi delila še par razlogov, zakaj sva v bistvu se odločila, da prideva domov, zakaj je ta odločitev prevagala. In na nek način je razlog, gledate razlog. Torej ta domačnost, ustvarjanje na nekem svojem prostoru, kljub temu, da oba s Klemenom zelo rada kam greva in doživijo nove stvari in da je bilo to potovanje s kombijom magično, glede zato, ker smo se lahko premikali, ker smo lahko spoznavali nove kraje. Sva po nekem času začela pogrešati to toplino doma, ta občutek, da ustvarjaš nekaj, medva so tu poimenovala v navednicah, da posadiš svoje drevo. In tu je v bistvu bil največji razlog, zakaj sva se vrnila. Malo se pripalilo je, ker njoke kuhali smo. Sedem.
Ja, tofu sem pozabila. Kaj? Čak, kaotično je zdaj, ne? Kaotično. Tofu bomo še dali. Ko ne vem, zakaj sem ga šele zdaj, ponovadi ga najprej potovstam, ampak pač in zdaj bom še tule pobala, še špionce. Znajo plavati, znajo, ne? So dobri. Treba lahko noter jesti. Ja, je vroče, ne? Vroče. Hi. Ej, rabiš toček? Ja. Žensko. Solata je bolj svežilna. Dobro, ne? Te fige naredijo svoje. Še ena runda njoho je. Solat. Ne skuhanih. Tu bo pa... Lahko eni imamo fige, pa pekanje bi lahko bili, pa smetnova maka. That would be delicious.